Velik, z okoljem in naravo povezan vrt leži skrit od oči javnosti na robu občinskega središča Sveta Trojica v Slovenskih Goricah. Zakonca Kovačič sta ga oblikovala v minulem poldrugem desetletju v čudovito oazo miru, zelenja in skladnosti. Vrt smo obiskali na topel pomladni dan in se srečali z gospodom Binetom Kovačičem. Veseli smo, da sta nam Silvana Vejč in njen partner Albin Kovačič odprla vrata svojega izjemno zanimivega vrta v Sveti Trojici pri Lenartu. Kar vrt Silvane in Bineta ločuje od mnogih drugih slovenskih vrtov, je povezanost vrta z okoljem. Skoraj neopazen prehod trate iz cvetličnih obrob v gozdni sestoj hrastov in bukov. Midva smo imela priliko kupiti tale gozd, ki meji na našo parcelo. Prva kvadratura parcele je bila relativno majhna, to je 716 kvadratnih metrov. In ker nam je tukaj trojiški gostilničar ponuja gozd, je rekel, kupi to, ne bo ti žal, ker če ne boš ti kupil, bom jaz to podrl in bomo to razparcelirali in boš imel vikendaše poleg. In smo to kupila v bistvu iz čisto nekega strateške odločitve, da smo si kupila mir. Bine Kovačič prizna, da Silvano sprva nista vedela, kaj sta poleg miru pridobila z nakupom gozdnega zemljišča. Oči ima je odprl strokovnjak za urejanje vrtov Iztok Vidmar iz Maribora, ki ju je navdušil za okrasni vrt. In to so bile njegove ideje in potem smo naredili en plan, on je to skiciral in dejansko gre zasluga za to urejanje njemu. Ne. Ampak vedno je tako, ne. Tek prije z jedjo. Ko smo videli tele rešitve, v prvi fazi smo dobila oba tudi veselje, z vsakim letnim časom smo imeli vedno večje veselje, dokler nismo noter padla. Vrt je začel svojo podobo dobivati leta 2000. Odtlej uživata pri delu na vrtu, pa tudi delitev dela je podobna kot pri večini slovenskih vrtov. Jaz bi rekel, da je moja partnerica kreativni direktor, jaz pa sem heavy metalac. Se pravi, samokolnica, lopata, tu luknja skupaj, to je treba porezati, košnja trave je tvoja, to boš porezal, to pripelji, te žakle zagnojili, rastovori, tu mi razsipaj, to je to in to, ampak se perfektno ujemamo. Gozd, ki pokriva večji del zemljišča njunega vrta, je zgodaj spomladi videti kot prav poseben okrasni vrt. Prekriva ga namreč preproga navadnega zimzelena, ki takrat lepo zacveti. To mora biti poseben užitek sedeti na tej terasi kot sredi morske gladine. Tale zimzelen, ki ga vidite, tole oblogo, bi rekel, talno gozdno, ta je bila obstoječa, tukaj nimamo midva dobenih zaslug. Midva imamo zasluge, da smo, ko smo prišla, to temeljito očistila, ker je bilo ogromno podrasti, tako da je prišel potem ta zimzelen do izraza. Pa še nekaj pri tem zimzeleno. Pomladi modro cveti in je to ena taka modra preproga in da perfekten estetski efekt. Če je torej Bine tisti, ki na tem vrtu opravi težja dela, Silvana poišče ustrezne rastline in jim najde mesto na vrtu. Pri takšnih odločitvah je predvsem ona. Ona tudi bolj spremlja to stroko, bolj hodi organizirano na tele izlete, kjer se hodi na oglede teh. Jaz tudi hodim, ampak ona pa še več kot jaz in ona prihaja potem s temi idejami. Ona tudi dostikrat gre na te vrtnarije, opazuje vse te sadike, komunicira z temi vrtnarji, s temi profesionalci in potem pride s temi idejami, potem se uskladiva, nabavimo sadike in v bistvu nadgrajujemo to, kar že imamo. Ne. In lahko bi rekel, da to ni nikoli končana zgodba. Ne. Jaz smatram, da recimo najboljši čas vegetacije je res pomlad. Res pomlad, ker vsi komaj pričakujemo dogajanje na vrtu. To je v bistvu eno tako, bi rekel, erotično doživetje, ko vidiš tele popke, ki se vedno bolj debelijo, ki vidiš te poganke. Za mene je to eno specifično obdobje pričakovanja rojstva. Ne. Res je, da so tile rododendroni potem pika na i temu pomladnemu dogajanju, žal prekratko cvetijo, ampak to je rododendron, to moramo vzeti za kup. Potem pa še nekaj smo pristašali recimo v kompoziciji teh zelenih nijans. Če pogledate, recimo, hosta ima en spekter zelene,
tise imajo en spekter zelene, čuge imajo en spekter zelene. In to nama tudi likovno ustreza. Tu pa tam pa je potem kaj cvetličnega, kot taki lovilec pogledov med tisto paleto zelenih nijans. Med posebnostmi vrta Silvane in Bineta je skupina škrlatnolistnega ruja, ki ga Bine oblikuje na izviren način, kot nekakšno skulpturo. Ta ruj, pred katerim stojim, je v bistvu bil na meji tiste prvotne parcele, ki sem namenila, tiste male parcele. In ko smo se to razširili potem v gozd, smo rekli, naj to ostane, ker je bil kar zanimiva sadika. Včasih je bil obraščen od tal do vrha, potem je bila najina ideja, da smo to ogulila, debla, da je bil pogled skozi v gozd, da ni zapiral tega pogleda, nama ga je pa bilo žal odstraniti. In jaz sem se pa to potem, to pa je res moja odločitev, recimo tole obrezovanje, ker če ga ne obrezujem, potem dobi take dolge gajžle, ki v bistvu ne tvorijo niti krošnjo, niti likovno ne zgleda prepričljivo. To pa mi deluje zdaj likovno tako kot kakšna naravna forma viva. Na vrtu je več kotičkov, kjer lahko lastnika sama ali z družbo posedata in uživata. Sedeže in mize je preko zime treba hraniti v suhem prostoru in zato sta na rob vrta postavila lep objekt. Potreba po tej zgradbi se pojavlja tudi z razširitvijo te parcele. Moram povedati, da ta parcela obsega približno 3000 kvadratnih metrov in ker smo pač za partnerstva oba dva esteta, naj ne more zadovoljiti recimo ene take improvizirane lope, ki se dobijo v teh nakupovalnih centrih. Zato je prišla ideja, da smo dali to projektirati enemu našemu prijatelju arhitektu. Povedali smo, kaj želi, on se je prišel pogledati na teren, naredil 6 osnutkov in potem smo se odločili za to varianto, ki se je tudi izkazala po teh letih kot najbolj sprejemljiva. Poleg skulpture znane akademske kiparke Dragice Čadež-Lapajne, ki je upodobila volka, so na vrtu zanimivi tudi keramični vrči. To pa je prekmurska etnološka dediščina in to je večnamenska posoda. Prvi primarni namen tega para je bil pralni stroj. In če vidite recimo te čepe, ki jih vidite tam spodaj, to so začepli, nato šli notri luk in tam se je perilo namakalo. Ko je bilo ta proces končan, so lepo zamašek odčepli, tisto se steklo in so potem tisto splahnili, posušili. To je bil tale primarni namen. Sekundarni namen pa je služil v Prekmurju za žito. To je bila druga funkcija. Tretji namen pa je v bistvu dekorativni. Meni vrt pomeni v bistvu idealno kombinacijo narave, kulture, športa pa umetnosti. V bistvu nobena stvar tega ne združuje tako kot eno vrtnarjenje in verjamem in prisegam na to, da je vrtnarstvo na vrhu poklicev, ki jo združujejo.